Resor dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti je zelo širok in kot veste, kot vidite, je bil tudi zelo pod udarom v času korona epidemije. Ob tem, kar smo naredili, predvsem z domovi za starejše v tem času, da jih 90% ni imelo virusa prisotnih, da smo tudi ostalim pomagali po najboljših močeh, smo, in to bom danes izpostavil na tej novinarski konferenci, predvsem zagnali vse aktivnosti za nov investicijski ciklus v domove oziroma v nove kapacitete za oskrbo starejših. Kot veste, je celostna skrb za starejše, za Novo Slovenijo, krščanske demokrate, izjemno pomembna politična prioriteta in kot minister za delo sem želel takoj na začetku zagristi v to zadevo. Kajti veste, da že več kot desetletje nismo zgradili nobene nove kapacitete za oskrbo starejših. Lahko povem, da v okviru tega imamo zdaj zunaj razpis za deinstitucionalizacijo, to pomeni manjše enote, začasne namestitve, dnevne centre v višini 21 milijonov evrov. Potem zbiramo lokacije in načine, da bomo izvedli investicije, s katere smo se tudi v koalicijski pogodbi zavzeli, in sicer dokončali 2 domova in zgradili 5 novih. Poleg tega pa smo pretekli petek, torej pred enim tednom, objavili javni razpis za podelitev 1100 postelj za koncesije v Sloveniji. Tako da menimo, da v prvi vrsti moramo zagotoviti dovolj kapacitet za to, da bomo lahko poskrbeli za vse, ki potrebujejo celovito skrb za starejše. Ob tem pa samo še omenim, da smo v ta zadnji zakonski paket, kot sem že tudi javno povedal, uspeli vnesti rešitev, ki bo z 31 milijoni evrov pomagala kratkoročno interventno domovom za starejše ter ostalim socialnim zavodom, da bodo lahko okrepili predvsem kadrovsko svoje vrste, da se bi z morebitnim drugim valom lahko lažje spoprijeli.